Ja. Daj, ne ti ukoli. Samek, krajite. To vse čuje. Zdravo. Pozdravljeni in dobrodošli v meču med... To knjigo je to. Pozdravljeni v naslednjem Counter-Strike meču. Trenutno se... Tega sem bom bolj imel, da imamo fakta. Ja, torej, poteka meč med Ninjasom Bananas in Lokomotivček Tomaž. Trenutni skori, recimo temu tako, Ninjas in Pijamas, oziroma Ninjas in Bananas, so trenutno uvrščeni na drugem mestu v svoji skupini, medtem ko so Lokomotivček Tomaž na 5. mestu z eno zmago in 2 porazoma. Mislim, da se je pravkar izvedel knife. Ja, tako je, in teroristi so dobili knife in bodo ostali na teroristični attack strani Casha, ki je po mojem malo bolj zahtevna kot pa defense stran. In mislim, da bo, ne vem, to bo zelo težko za Ninjas in... S pravimi taktikami se zelo lepo da izvesti ta attack side. Seveda, s pravimi smoki ter dobrimi executami, kot smo to videli na prejšnjih lanih, seveda Virtus Pro kraljujejo na tej mapi, kot tudi na Miražu. In sedaj že gremo v pistol round, tukaj bomo followali Unhappyja z spawna, ki gre proti A-sajtu, gledal bo po moje main in čakal, da teroristi pridajo na njegovo točko in bo vse bil in teroristi bodo rašali, bomo videli koliko Unhappy dobi, mora voditi vsaj 2, enega tako je, ne, Psycho je dobil tega, Unhappy ne more videti in modu Zozo ga ubije. Takoj proti kvadu zasegli si cel A-sajt in plantali bomo, sedaj pa samo še branijo ta sajt. Seveda imajo prednost, ker so plantali bombo in sedaj counter-teroristi igrajo na retake. In to bo seveda zelo dobra pozicija retake, že 2 proti 1. In ali bo lahko defuzal, Menko ga brani in mod Zozo, ali bo lahko klačal, ne, Genetics, ali ima defuse, mislim, da ima defuse in to je prva runda za Ninjas und Bananas. In zelo lep klač, Menko. Imamo neke tehnične težave, s ki bomo takoj rešili. Pozabili smo namreč na glasbo, ampak je zelo dobra pesem. Tako je. Tako, gremo naprej. In seveda zdaj imajo counter-teroristi buy, ponavadi se kupijo SMG, oni so šli bolj za famase, mislim, da pričakujejo... 3 famasi, 2 SMG-ja. Pričakujejo armor buy z strani teroristov, ki se ponavadi tako naredi. Force strani teroristov, ki se osredotočili na B-side, ampak dober read strani counter-teroristov, ki so že pokončali 2 izmed 5 teroristov, ki so sedaj že na sajtu, najverjetneje bodo šli za plant, ki ga bodo verjetno dobili, tako. To ne je dobro. Namreč 90 sekund timer biti. Ne vem, ko... To je ogri zajebo. To ne je dobro. Pa dobro, pusti zdaj te To mi namreč 90 sekunden timer biti, kako je stal? Pa to mogoče samo piše, ne, 90 sekunden timer, to je minuto pa pol, pa če je player eksploderal skoraj. Še 2 minuti in trajno več. Ja, znam. Pa ne so SL pravila. Imamo nekaj tehničnih težav in takoj bomo nazaj. Oh my god.
Ja, tako, naleteli smo na tehnične težave, namreč pozabili smo executati naš config za seveda bomb timer, ki je bil nastavljen na 90 sekund, kar ni pravilno, in pa tudi round timer, ki je bil na 2 minuti, ampak zdaj je vse prav, ampak žal je ta pistol round šel drugačno stran. Saj nima veze, malo ima veze, ampak mislim, da bodo CT z lahkoto to osvojili nazaj. Saj smo videli, kako dober strat je bil njihov pistol round in tukaj že scout Psycho, to je pa zelo zanimivo gledati. Poglejmo se raz Psycho z scoutom, upam, da bo šel na mid. Ja, tako kot prej so teroristi Forestu so zdaj counter-teroristi, na drugi strani pa seveda že AK od Dnija in pa še AK od Svetličnega viteza in pa Galil. Tako da močen baj se strani teroristov, bomo videli, če bojo lahko executali. V prvi shot ni zadev Psycho in seveda je zadev že 2 shota, že 2 sta na 12 life in to je super začetek za Ninjas and Bananas. Kaj se da lahko storijo teroristi? Hočejo pušati na, ampak mislim, da je to ne bo uspelo, saj Psycho zelo dobro holda skupaj z, mislim, da je to Unhappy, tako je, z CZM. Unhappy s CZM na kvadu samo čaka, ve, da sta dva izmed teroristov zelo tegana, sprav zelo low life. Sliši enega na levi strani. Ne boga mogo tega, ampak Psycho zrito eno fragmo, Psycho že kar z 3 hiti. Teroristi so na zelo nizkem life, tako. Končali so enega, zdaj je še drug. Psycho se je odločil, da bo rato s USP-om, ampak ni mu uspelo. To je 2-1 za me. Sam 2v1, ampak eden ima 2 life, ta drug pa ima 12. Ja. Ali bo Mejo lahko to dobil, en je na bomb side, drugi za forkom. Oba sta zelo low, Mejo ima zelo velike šans za to, ampak mora bo... In dobi prvi hack na Davesu in to je 1v1. Skrz proti Mejo tu. Ali bo Mejo še za fake? Ne, kar defuza bo. Pobraj AKja, sedaj čaka in z strani Skrz in to ne bo klač. 2-0 za teroriste, sedaj pa full eku z strani Ninjas and Bananas. Tako, ampak so naredili veliko damage-a, se pravi imajo teroristi tudi bolj tak sloppy buy. Malo granat seveda. Ja, vsi na ATih, ampak ekonomija je pa res slaba. Sedaj, če najverjetneje bodo dobili to rundo teroristi, saj imajo counter-teroristi, buy-a pa vse. Ja, in super prejšnja runda, seveda Psycho da. Na Jerry Demauza na midlu. Kočno čuje. Ja, in kdo se to skriva v kotu na Beju, to bo zelo zanimivo in ne, Mejo, takoj ga bodo ubili in Skrz zelo lepim fragom in to bo po moje kar hiter plant in kar hiter zaključek te runde. Saj dvomim, da bodo lahko CT retake ali tale side brez orožja. Seveda Svetlični vitez, na genetik, zelo lep frag. In Psycho zdaj puša skozi lower in mislim, da ne bo mogel nič početi. Psycho zdaj je 1v4 situacija, nima armorja, ima USP-a, tako da težko bo tam. Zelo težko z USP-om. 3-0 že za teroriste, lahko povemo, tudi bomba je plantana. Ali bo lahko dobil vsaj exit track? Skrz ne upa iti skozi, saj ve, da nekdo čaka in tako je. Dave z zadnjim fragom in to je 3-0 za teroriste in to je prva Bayern za CT. Kaj misliš, da se bo sedaj zgodilo? Iskreno povedamo, da vem. Ne vem, kaj se bo zgodilo, žal ni še AWP-ov z nobene strani. Seveda se je bilo. Nažalost tega ne dopusti zaenkrat. Tega ne dopusti in tukaj vidimo full buy za CT, mislim, da bodo šli za tisti standardni mid control ali bolj, da bodo pokrivali sajte. Vidimo 2 na midu, torej se odloči za mid control, pa Skrz z lepim entry fragom in ali bodo teroristi pušali na B skozi vent ali bodo kar šli skozi short na Jerry. Z dobrim return fragom na midlu, se pravi, se je priboril za ta mid control. Ampak teroristi že pušajo proti Beju, ampak Genetics na drugi strani z lepim fragom na Davesu in to je 4v3 za teroriste, ampak Svetlični vitez z responsom na Genetics in tole bo 3v3 afterplant po moje, tako je vodoplantal in mod za Zozo krije trenutno vent, ampak Unhappy z lepim fragom in 3 vs 2 afterplant. 3-1, sedaj imajo CT velike šanse, tudi imajo defuse kicker, tako da mislim, da ne bo problema. Ali pa Skrz 1 proti 1, Skrz ali Psycho, to je pomembna runda in Psycho, odlično. Mislim, da ima defuse, kar na easy, super runda Psychota.
In tudi Jerryja kar z 2 fragoma in skr seveda s 3 skoraj bi dobil ace. Skoraj in skoraj tudi klač. Mora zelo zabavati. Tukaj vidimo kar force ze strani CT-jev. Ja, in tudi ze strani T-jev je force. Čeprav, tako, prvi Force ze strani tudi na strani teroristov. Nima head armora, tako da po moje, da vsak shot v glavo lahko takoj pokonča tega AWP-ja. Tukaj 3 famasi z strani CT-jev. Dajmo slediti. Zelo zanimivo. In zgrešuje prvi strel, to je kar ključno pomeni v tej rundi. Take šote AWP more zadeti. Zdaj White Box se skriva Mejo in Jerry s prvim fragom nad svetličnim vidom si en mis mod zozo. Ne vem zakaj mu dajo AWP-ja, če tako luftaš. Ampak tukaj super frag Mozoja in Jerry z return fragom in to je zdaj 1 proti 3, DN1. Kje se pa nahajajo? Na midu. Težko bo to preobrnil, saj ima samo 27. Life-a. Unhappy ga že spremlja in mislim, da kar ne mogo. Ampak to bo mogoče lep flash, ne, prepočasen je DN1. Oziroma dni. Dobar se strani Unhappy-ja. Psycho seveda MVP, Most Eliminations, bravo Psycho. In tukaj zdaj full eco za teroriste. Kupili so tudi en Tech 9 in pa 250, ampak brez armore bodo to težko izvedli. Vse do redko ga vidimo full eco z strani teroristov, ker ta Tech 9 so zelo močni, oziroma pištolce na splošno v CSGO so zelo močne, kaj tudi 5-7 na blizu zelo močno Kupili so tudi orožje. armor, da bi preprečil ta naš tisto temečen. Punch, en punch. Ja, se pravi, nisi kupil tudi armor, tako da bi preprečil ta aim punch. Bombo so plantali, dobili bodo dodatnih $800. Double nade strani Unhappy, še en frag, to je super runda Unhappy, bravo. Triple kill se strani Unhappy-ja, 2 je pokončal z granato, enega pa prvi streljal. Za nami slišimo tretji side, to je bil velika runda z strani CT-jev in že 3 proti 3. In seveda teroristi imajo sedaj zabaj. Sedaj spet pomembna runda, 7. runda v tej našem dvoboju med Ninjas in Bananas in Lokomotiva. Lokomotiva nekaj. Težko je prebrati njihovo ime, saj so si mislili kar nekaj, lahko rečemo. In to bo kar boost. Seveda Unhappy z 9 fragom že na ta side. Mozo bo prova pikati na Unhappy, odlično. In ali bo dobil še naslednji frag? Ne, spray control pa ni njegov najboljši prijatelj, ampak Psycho supporta odlično in to bo kar 2 fraga v mainu. Sedaj pa smoke tudi za Unhappy, ki bo preprečil, da lahko teroristi sploh pušnajo v main. Teroristi so se sedaj odločili za rotate, poskušali bodo narediti nekaj proti B-jev, ampak so jih CT-ji kar lepo prebrali. 3 so že namreč na B-ju in čakajo. Tako en čaka. Veliko informacij. Arena je kar v ventih, mislim, da pokriva. Padel je Genetic, padel je skrz proti Genetic, ampak 2 lepo return fraga. Mejo za strani. Ni dovolj, Mejo za strani, odlično Mejo. Z njegovim silencem M4. CT izgledajo zelo močni v teh full buy rundah. Unhappy še posebej igra zelo dobro. CT si sedaj lahko privoščil tudi tak force, se pravi, kakšne armorje in pa pištolice, saj imajo že velik bonus. Pa to rundo bodo tudi poskušali narediti damage-a. Odločili so se mi zdi, da super pop flash in to je Arash strani tega, ampak Psycho na mestu. Psycho na mestu in svetlični videc in DN1 z replyom. Psycho še z enim USP headshotom. Kaj dela Psycho danes, res je njegov dan. In to je 1 v 3 strani Sekerza in Genetics je enostavno premočan z M4 proti Tech 9, ne moreš narediti veliko. Tudi čas ta RNG ne bo pomagal. In to bo še ena runda za Ninjas in Bananas, to je že 5-3. Seveda zdaj full buy ze strani teroristov in AWP na in double up, vidimo double up na strani teroristov in single up na strani CT-jev. Kam bo zdaj še svetlični vitez, ali bo pušal v main, da bo probal dobiti enter frag, ali pa mogoče na mid.
double up strategija, to pa še nismo videli danes na cashu. Najbrž bo cvetlični vitez šel kar za boost, tako flash na middle, pomagal mu Modzo, pregledajo je Z, se pravi se gleda Z, white box, žal ne gre, counterterroristi igrajo kar disciplinirano, brez pikanja, ne dovolijo nobenih entry fragov in končali so cvetličnega viteza, ki je imel enega AWP-ja, medtem pa je tudi Unhappy z AWP-jem končal še enega terorista. Ostalo le Denis in Daves, glem kam se bo stal. Daves čaka pri menu, morda zaključen push. In še vedno sedi na AWP-ju, v zelo pasivnem položaju. Tako je, jaz bi... Najverjetno bosta šla tudi na safe, vse sem dvomil, da se ima splača. Ja, sam bi imel tudi priporočal safe side, 2v5 dobiti side, z AWP-jem je zelo težko. Nimate tudi dosti granat, mislim, 2 smoka, 2 flasha. Dave sedaj na Geneticsa. Kar mi, da vsaj bombo imate, lahko pušne ta, mislim, da sploh ne vedo, da se DN1 nahaja v mainu in eni čaka v Heavenu. Če lahko dobite ta kill v Heavenu, je vse odprto, je kar šel na fork in to bo zelo pomembno, ali lahko DN1 dobi fraga na Psycho, ali bo to, ne, Unhappy ze strani in Psycho z drugim fragom in to je še ena runda za Ninjas and Bananas, 6-3 na stran CTE-ev. Psycho z bogat 12 jurjev. Ja, tako, tudi top fragger sedaj na serverju. In to je še en up, sedaj na SKRZ-ju. Pa pogledajmo. Kam pa bo zdaj še SKRZ? Ali bodo spet provali ta boost, ki jim ponavadi ne uspe, saj imajo CTI za odlične flashe. To je takoj smoke strani CTI na tale main B oziroma toxic, ki prepreči kakršenkoli ta hiter napad teroristov ali pa celo pik se strani AWP-ja, se pravi Skrs je tukaj dokaj nemočen, Genetics je dobro prebral položaj in bo kar poskušal pritisniti skozi smoke. Ali pa, če je nazaj in Psycho, če je s killom v mainu. Na Modzoda, lepo drži ta položaj pri forkliftu. Seveda Psycho odlično hoda tale položaj, mislim, da še niti Andrew niso prišli in še en kill nad cvetličnega viteza, saj pa 2 v squeakingu in enega je seveda slišal, ka tudi tega, Psycho z 61 life-a, ali bo lahko ubil Karuba, enega čaka v mainu z AWP-em, Dave čaka in to je odličen flash, ali bodo to je dejansko probali pušati tale A-side, mislim, da ne, seveda Skrs z lepim quick scopom na Unhappy-ja. Denis je medtem pokončal tudi Psycho-ja. Unlucky Skrs. Unlucky Skrs, Genetics pa z double killom in to je 1 v 3 za Skrsa, ali bo dobil on-scope? Ne, probajo za quick-scope in ga misal Genetics z 3K-em to rundo in CTI bežijo z rundami. Bežijo. Veliko je naredil to rundo tudi Psycho, ubil je kar 2 takoj na začetku runde, preprečil kakšenkoli rush in pa zadržal seveda teroriste. Mislim, da je prišlo do enega nesporazuma na strani teroristov, ali bo to force teroristov, Denis je kupil kar AK-ja in pa armor, medtem ko so preostali člani teroristov kupili. In tu je manjko fel nejda. Jerry DeMouse takoj z AWP-jem na Skrza, prav preprečil ta mid-rush, mid-control, je sedaj na strani counter-teroristov. Seveda. Jerry še kar pregleduje. Poglejmo tale. Pa poglejmo sedaj Denija, ki ima edini. Mejo s headshot'om na cvetličnega videza, Modzo z return fragom na Mejota in pa Genetics še enim return fragom na Modze. Je situacija 4 proti 2. Denis je ostal tam. Genetics je pokončal Davesa. Res bi bilo pametno, če bi kar saveal ta AK. Zelo malo save vidimo tale game, ne vem. Teroristi si lahko privočili po kluba ene strani rundo, ampak se je odločil za push, ki pa mu žal ni uspel. Psycho je spet zaustavil kakšenkoli push na A-side. Tako je Psycho igral odlično tale game, mislim, da je to res njegov dan. Psycho je dan. Psycho je dan. In Jerry z AWP-em. Jerry DeMouse.
Jerry the Mouse. AWP-om. Prejšnjo rundo je šel na mid in dobil entry frag. Bomo videli, če mu uspe še to rundo. Cvetlični vitez. AWP-om. Ampak Jerry the Mouse v dokaj pasivni poziciji gleda le eno stran, se pravi boost, ki pa se ni zgodil. Medtem Psycho spet zadržal push na Ajo in pa Deni z return fragom na Psychoja. Dober push se strani teroristov sedaj. Mozo je še naprej agresiven, dobil je Geneticsa in sedaj še lep spray down na Jerry the Mouse. Seveda, tudi flashan. 4 proti 1 sedaj situacija. Mozo komaj z fragom na Mayota in trik triple fragom. Tako je. Počal še Mayota, ki je bil last man standing na Ne B. bodo se odločili za double up. Huge bank na strani counter-teroristov, tako da ne bo problema kljub tej eni izgubljeni rundi. Seveda, economy reset, lahko temu rečem. Če zdaj vse to je sedaj- dobil, naslednjo rundo so teroristi lahko zelo slaven položaj, saj so si resetirali ekonomijo, kar pomeni, da bodo naslednjo rundo dobili 1400, če izgubijo. 1400. Cvetlični vitez z entry fragom na Jerry the Mouse. Jerry the Mouse se mi zdi, da je bil kar up in Tako je, ampak Mayo že z replyen, Mozo čaka na squeakju, ali bo flashal en, ali bo ta lurk uspel. Mislim, da sam je na Aju, medtem ko drugi člani teroristov pušajo proti B-ju. Opazil je na shortu Psychota, tako je Psycho in to še ne, da 28 live za Psychota in Unhappy ga že krije z strani MBK-ja. Mislim, da bodo teroristi probali priti na B, ampak tako je, Mozo že rotate in Genetics tukaj na B, ali bo lahko sam zadržal B, pomaga mu tudi z Loreom, pomaga tudi njegov soigralec. en smoke so strani teroristov na B main, ki prepreči cover strani leve strani od Geneticsa, medtem ko je Mayo že v ventih počal. Tako je, Unhappy z 2 killoma na midu in Mozo ali lahko klačne, 1 proti 2, bombo bo dobil bo imel plantano in to je z M4 probal narediti tale klač in ima prvi frag, ampak ne, Genetics premočen in bo zmagal tale duel in to je še en defuse ze strani Ninjas und Bananas in to je economy reset, o čemer smo govorili. Economy reset, sedaj bodo najbrž savali teroristi in se poskušali osredotočiti še na zadnjo rundo, ampak ne. Imajo zabaj. Veliko banko, Daves bo moral forsat, Deagle ne ide. Najbrž bo sledil svojim prijateljem, da bo lahko pobral kakšen weapon. Poglejmo, kaj bo to rundo naredil, cvetlični vitez z AWP-jem. Ali bo šel spet Samo en na boost. AWP na mapi, counter-teroristi brez AWP-ja. In če dobi tale pik, je lahko tako. Identičen play, na boost pregleda Sandbags, Z in pa Whitebox, ampak ni entry fragov. Dober flash sedaj se strani counter-teroristov, se mi zdi, da je to bilo. Ali pa kot team flash. Svetlični vitez spet brez shota na, mislim, da je to Jerry the Mouse, tako je. Medtem na Modza, najbrž na Aju. Bomba se Tako je. pomika tudi proti Aju, proti Squeakyju. Jerry the Mouse se vem čaka in Unhappy še enim fragom in to je 3 proti 5 in teroristi hočejo pušati spet, kjer seveda sedi Psycho z njegovo M4-ko in ali bo Psycho uspel tole holdat. Ne, Dave z Deaglom ga one-shota, Dig ze strani Davesa, ali bodo uspeli plantat bombo. Super flash, se to je. Genetics, ampak mu ni uspelo dobiti tega fraga. Daves ga je pokušal s headshotom. Cvetlični vitez še vedno za AWP-jem, dobro krije. Poglejmo sedaj Jerry the Mouse. To je že 2 v 1. Jerry the Mouse je pokončal cvetličnega viteza in sedaj Daves 1 proti 2 za 24 healtha. Super headshot na Jerry the Mouse, ampak dvomim, da se zaveda, da se nahaja Mayo. To bi lahko bil A za Jerry the Mouse, mislim za Daves, ampak Za zadnjo rundo, ne. Še zadnjo Škoda, rundo škoda. prvega halfa. Counter-teroristi z zelo lepo banko, medtem ko teroristi z Malmine se razkal strani Mozozoja in da vidimo, kaj bo naredil Mozozo s tem scoutem. Šel bo kar na B.
Bomo videli, ali bodo, če dobi entry flag, bodo lahko pušali ta, ima tudi Tech 9 seveda, in armor. In prvi shot ni zadev, ampak ne, da bo kar... Genetics nas kar za mejo, lep hold mejota na Mozo in Dave za Jared, malo smo tem skačatom nad njim, ampak Svetlični vidite z double killom, z double replyem. Planta je tudi bombo na Bejo, ima dovolj life ima, da bi lahko to izvedel. 3 proti 1 naenkrat. Super headshot! Psycho, ja, ampak ni bilo dovolj. 11-4. Psycho ga je... Pokončal! Ja. Dinkal ga je, ne, in je... Svetlični vidite so ostal le na nekaj health pointih, kar pa ni bilo dovolj. Poglejte, ime Knifea od Unhappyja, lijepa žena. Boli njega. In Unhappy trenutno prost za pauzo. Ali bodo interlisti? Mislim, da... Pićemo domov. Na pozna. Sad nek pol. 4 v 5 se. Sad na streame. Dobro, sad ne mogu. To je to fokno na domu. Ja, se plejali se že.